Gospod Omerza, ste pisec knjige o Melanii Trump, dolga leta spremljate njeno družino. Kako gledate zdaj v bistvu na ta velik slovenski pridih ob današnji inauguraciji? Melania Trump je spet prva dama, tam je bil tudi njen oče Viktor Knaus, do katerega se je Trump zelo spoštljivo obnašal, sin Baron govori slovensko, in uvodni nagovor Emi Klobučar, ki ima tudi korenine iz Slovenije. To je fascinantno, 8 milijard je zemljanov in naših državljanov in državljank je 2 milijona. To govorimo o promilih, malih promilih. In zdaj moramo še računati, da bi lahko zraven bila še gospa Amalija, mama, ki je pač nepričakovano zame vsaj prezgodaj umrla, in bi bila še ona tam zraven. Potem tukaj še zraven živi zdaj njena sestra Ines, ki bi tudi lahko prišla v to skupino, v prve vrste, če bi to hotela. Ne vem, zakaj ni bilo, ampak pač imamo prvo eno skupinico, ne enega, dva, ampak skupinico Slovencev, ali pa pol Slovencev, da nam zdaj pretiravali, ki stojijo tam zraven v prvih vrstah na vrhu političnega, vojaškega in ekonomskega sveta. To je fascinantno. Res je, gospa Urba, ste modna strokovnjakinja. Kako gledate na današnjo opravo prve dame ZDA Melanie Trump? Izbrala si je tudi klobuk, ki ga v resnici ves čas inauguracije ni snemala. Bila je zelo elegantna. Vse pa nas zanima, kaj mislite, da sporoča s tem klobukom in s to elegantno opravo? Ponosna sem na našo Melanijo. To Slovenko, ki sodi v sam vrh najlepše oblečenih žensk, modno ikono, ki navdihuje mnoge. In naj zveni še tako trivialno, vendar oblačila imajo v naši družbi izredno zelo pomembno vlogo, imajo svojo moč. In Melania je že tolikokrat dokazala, da oblačila zna nositi. Torej, ne zato, ker ima tako čudovito stilistično ekipo, strokovnjake, ki jo obdajajo, pač pa zato, ker ima prirojeno eleganco, občutek za umikanost. In to je nekaj navdihujočega. Sama jo pravzaprav postavljam ob bok valižanski princesi Catherine Middleton, ki je dejansko tako omikana in elegantna, in tudi Melania zaseda skoraj, da bi rekla, ta prestol. Mislim, da je s tem klobukom zaključila celoto, ustvarila popolnost. Poleg tega sem navdušena nad tem, kako klobuk nosi. Torej, če pogledamo, njen klobuk je popolnoma simetričen, stoji naravnost, ne nosi ga ob strani, torej na asimetričen način, tako to nosijo Angležinje, medtem ko ameriška eleganca zapoveduje simetrijo, stabilnost, čvrstost. In Melania je s tem outfitom, torej svojo zunanjo podobo, pokazala ameriško modo v najlepši luči. Gospod Omerza, lahko slovenska politika od Melanie Trump pričakuje recimo v drugem mandatu Donalda Trumpa kaj več, da bi naredila, ne vem, da bi Trump prišel v Slovenijo ali kateri od slovenskih politikov, predsednik vlade, v Belo hišo? Ali je to, danes smo videli, Trump se zelo spoštljivo obnaša tudi do njenega očeta, pripeljal je tam kar ugledne podjetnike na inauguracijo in druge člane slovenske družbe. Lahko morda Viktor Knaus naredi celo na tem področju več kot Melania, po vašem mnenju? Ne, po moje ne. Mislim, lahko vpliva na Melanijo, da vpliva na Trumpa. Mislim, da ima Melanija veliko večji vpliv na Trumpa kot oče. S tem, da treba vedeti, da to je sicer dobro, da imamo neko zvezo tam direktno, ali bo rekel slovensko zvezo v narekovajih do Trumpa, ampak slovenska politika mora nekaj več narediti. Jaz berem časopise, strašni antiamerikanizem se pojavlja pri nas, od intelektualcev, kar je pa najhuje, v vladi imamo stranko, ki je zato, da gremo ven iz NATO, se pravi iz te atlantsko-evropske koalicije. In kar bi mogli mi v tej smeri narediti, je to, da bi pač povečali izdatke za vojsko. Potem bi bili morda bolj sprejemljivi za ameriško politiko in tudi za predsednika Trumpa. Kdo od slovenskih politikov pa ima, po vašem mnenju, največ možnosti, da v tem mandatu Donalda Trumpa sploh pride v Belo hišo? Bolj ima možnost novi predsednik, če bo to Janez Janša, ker on ima dobre stike s Trumpom, z republikanci. Vidite, da so republikanci povabili dva njihova poslanca, mislim, SDS-ova poslanca v Washington, tako da jaz mislim, da ima Janša dobre možnosti, če bi postal mandatar. Gospa Urbas, kako ocenjujete obleko Donalda Trumpa?
zdaj tukaj se ne spomnim, da bi ga kdaj videl brez rdeče kravate. Ja, to je ta sprememba. Torej, moški si seveda lahko privoščite toliko manj eksperimentiranja in odstopanja, zato je to verjetno kar omembe vredna sprememba. Mislim, da z njo Donald Trump sporoča, da je dozorel, da je drugačen, da bo vnesel nekaj sprememb, nekaj svežega vetra. In sprememba kravate pravzaprav nakazuje tudi na to, da je razmislil o svoji funkciji, o svoji vlogi in se na njo pripravil. Torej, ni samo odprl omare in vzel tisto dobro poznano rdečo kravato, pač pa se je odločil, da bo se predstavil v malce drugačni luči. Če lahko oblačilom damo tako pomembno vlogo, potem bi rekla, da ta kravata nakazuje na to. Gospod Omer, zakaj pa baron Trump na današnji inauguraciji je deloval zelo, ne vem, če tako rečem, zelo zrelo, kar plaval je v resnici v tej visoki družbi uglednih politikov in ostalih gostov. Je baron, ne vem, če tako rečem, logično nadaljevanje Trumpove politike, je lahko on, ne vem, če tako rečem, naravni naslednik Trumpove družine v politiki in v bodočnosti kandidira tudi za ameriškega predsednika? Jaz mislim, da ja, ker ima predispozicije, izredno všečen, karizmatičen, če primerjaš njegovega brata, polbrata Donalda mlajšega in Erika, nista primerna za moj okus. Se mi zdi, da bi on lahko bil tudi lepo vzgojen, izredno lepo vzgojen. Seveda pa zelo pomembno, kako bo ta mandat oddelal Trump. Če ga bo dobro oddelal, potem so to dobre osnove za družino Trump še za vnaprej. Če bo pa ta mandat slab, potem je pa to, se zmanjšajo te možnosti tudi za barona. Čeprav seveda je pa še zelo mlad, najmanj še kakšne 20 let treba počakati. Ja, in če bomo toliko časa čakali, jaz verjetno tega ne bom videl, ampak si bom vseeno upal postaviti to tezo. Če bi morda zmagal na volitvah, potem bomo imeli v Beli hiši predsednika, ki zna in razume, govori slovensko. Kdo je zdaj najbolj zaslužen, da baron govori slovensko? Babica in dedek. Ker ona sta pač njega pazila in otrok se hitro nauči 2 jezikov. Povejte mi, gospa Urbas, kako pa ste vi v tem modnem stilu? Se zdi, da baron kar cveti v teh oblekah. Za 18-letnika se zdi skoraj da neverjetno. Ja, res je, navdihujoče ga je opazovati in gledati. Je zelo šik, če temu lahko tako rečem. Deluje nonšalantno, izgleda, da se ne trudi kaj posebej, kar je vedno zelo privlačno. Oblačila zna nositi s tako posebno vrsto sproščenosti, izžareva tisti je ne sais quoi, torej tisto nekaj, kar je nedefinirano, a obenem magnetično. Mislim, da se bo razvil v res karizmatičnega moškega. Povejte mi, gospod Omerza, če pogledamo tudi Trumpov govor, ki je zelo pomemben. Takoj na začetku je dejal, ameriške sanje se začenjajo, Amerika bo zopet velika, napovedal je večje povečanje črpa nafte, zemeljskega plina, ki ga bo Amerika izvažala, potem je tukaj zapora, vojska na meji z Mehiko, izgon tujcev oziroma migrantov, samo 2 osebi sta po novem v Ameriki. Kaj zdaj lahko pričakujemo v Evropi od Trumpa? Kakšno politiko lahko pričakujemo in kako bo ta politika vplivala na Evropsko unijo in s tem povezano tudi na naše življenje v Sloveniji? No, ameriška notranja politika ni toliko zanimiva za nas, za Evropo, ampak vidimo pa neke poudarke, ki so slabi za Evropo, oziroma za ta odnos med Ameriko in Evropo. Nekako prav, da se ne bo več vtikal v druge vojne, da ne bo branil drugih meja, se prav to direktno leti na Rusijo in na Ukrajino, na to vojno, ki jo sprožil Putin. Po drugi strani grozi z tarifami, s carinami, z trgovinsko vojno, ne samo v Evropi, tudi Kanadi recimo. Danski je zdaj direktno zagrozil, da če v pogovoru z dansko premierko, da bo povečal carine, če ne bojo oni se začeli pogajati o prodaji Grenlandije. Ni pa omenil Danske, ne Grenlandije, ne Kanade recimo, to je bilo dobro. Je samo Panama omenil od tistih prejšnjih bombastičnih izjav, ki so zelo vznemirili svetovno javnost. Gospa Urba, za konec, skoraj da največ komentarjev na družbenih omrežjih, obleka zaročenke Jeffa Bezosa, bela obleka z globokim dekoltejem, ki se ji tudi Mark Zuckerberg, bomo videli, ni mogel upreti. Primerno za tako priložnost ali neprimerno za tako priložnost? Večina na družbenih omrežjih pravi povsem neprimerno. Torej, na vsakem dogodku se najde nekdo, ki je oblečen neprimerno, torej, ki popolnoma zgreši. In recimo, da je to ta primer, ki ga pravkar gledamo. Vendar, tu bi upozorila na eno stvar, ki so jo mnogi spregledali v tej vročici
polovici trenutka nagnjenosti k popolni zgroženosti nad izbiro oblačila. Seveda modrček pod suknjičem, morda že bela barva, v tem primeru to ni najbolj primerna izbira, če zdaj teoretiziramo. Protokolarni dogodki, kot je ta, imajo svoje zakonitosti in ta izbira je popolnoma zgrešena. Vendar, pomislimo, zakaj bi se ženska, ki ima take finančne zmožnosti, kot jih ima ona, odločila za outfit, ki ga je lani že nosila na enem dogodku. Popolnoma enak outfit, kar je zelo redko. Sama menim, da je to zato, ker takrat, ko se je prvič pojavila v tem videzu, torej v tej kombinaciji, je bila zelo skritizirana in sama je priznala, da je to izredno prizadelo. Mislim, da je to nekaj, kar zaboli vsakogar, še zlasti osebo, ki je na taki visoki poziciji in temu primerno seveda toliko bolj izpostavljena in verjetno je požela kar veliko negativnih komentarjev. In menim, da je ta dogodek zanjo bil priložnost, da se temu postavi v bran, da doseže svojo osebno zmago, da sebi in drugim pokaže, da je močnejša. In zakaj pa ne? Torej, zakaj ne bi storila tega? Seveda, to se je zgodilo, zato se ni ustavil svet, pač še en ponesrečen outfit, ampak če je njej to veliko pomenilo, potem jo podpiram. Najlepša hvala obema, da sta bila naša gosta. Hvala vam. Hvala.